Bliže, Pet! Spoštovani, še enkrat, z velikim aplauzom prosim, če pozdravite našega Avmašnika. Dragi gostje, dragi spoštovani, vsi, ki ste prišli, lepo vas prosim, če si vzamete kozarčke v roke. Z naslednjo pesmico, s katero boste seveda pomagali našemu Petru, zaželimo vse dobro. Kolikor kapljic, toliko let, Bog nam daj na sveži vet. Živijo, živijo, živijo na svet. Kristo namreč, Kristo let, Bog nam daj na sveži vet. Živijo,
Majko takso. Bodi tudi danes z nami in blagoslovi to misel. Blagoslovi naše skupno druženje in vse dobrote, ki jih bomo zaužili. Blagoslov ljubeznivega in dobrotljivega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bog požegnaj. Oj, oj, oj.
Med nami je tudi evropski poslanec, gospod Bogovič Franc. Prosim, da pridete k mikrofonu. Lep dober dan, spoštovani Peter. Najlepša hvala za to priložnost, da imamo danes tako lep dan. Kaj je lep, smo slišali danes med pridigo in resnično se nam pričaramo dan, ki nam nastal v spominu. Tebi pa iskrene čestitke. Najprej za tvojo odločitev, da si se odločil, slišal klic Jezusa in stopil v vrste mladih moških, ki jih je danes premalo v duhovniških poklicih. Vesel sem, da iz teh lepih koncev, dobro se spominjam že tvojega starega očeta, s katerim sem bil velikokrat na vaši domačiji, da dosežeš mesto malce na drugi strani odhodenje tega lepega Bohorja, koder je prišla tvoja mama, ki je žal danes ni med nami. In prepričan sem, da bo Peter, ki je na tej sali tu zrastel, tisti, ki bo naredil to, kar si zapisal, besede papeža, se pravi iskati skupno blaginjo, ki zares vključuje vse. Danes je blaginje veliko na svetu. Tvoja stara starša, stari starši, katere sem omenil, se spominjajo po vseh drugih časov, pomize niso bile tako hudne. Bilo pa je veliko več ljubezni, veliko več povezanosti in to je tisto, kar moramo danes, vsak pri svojem poklicu, ki ga upravljamo, se potruditi, da bo resnično več blaginje za vse in pa več razumevanja. Naj te to moto spremlja in pa tudi sreča skozi vse življenje. Mnogi smo žalosti, ker ne boš doma v Sloveniji. Ker pa sem imel priložnost spoznati te lepe kraje Južne Tirolske, še prej, kot si se ti rodil, kajti tam so doma najboljše evropske sadjarje, kar sem tudi sam. Vem, da greš med pridne, naravne in verne ljudi. Ne bo ti težko tam in verjamem, da boš v svojem poslanstvu uspel. Iskrene čestitke, želim ti veliko sreče na tvoji poti, prav tako pa iskrena hvala družini, ki je stala ob strani in pa seveda najprej pri tvojem prvem duhovniku in pri vseh ostalih, ki ste spremljali na tej poti. Iskrene čestitke, lep dan ti želim in še enkrat veliko sreče. Hvala lepa. Prisluhnem besedam domačega župnika, gospoda Špesljeva Žeta. Dragi novomašni Peter in vsi dragi gostje, prav lepo pozdravljeni. Ob tebi pozdravljam tvojega očeta Petra, ki je skupaj s svojo pokojno ženo Marijo nekako bil tvoj prvi vzgojitelj v veri in seveda vseh človeških krepostih. Spominjam se, kako sta ata in mama bila pri svetem Antonu v tej mladinski skupini, iz katere je zraslo veliko naših dobrih paranov in v tej družini Petra in Marice pa so pognali najlepši cvet, to je duhovni poklic svojega sina Petra. Obenem s teboj pozdravljam vseh tvojih 6 bratov in sester, ki se s tabo veselijo. Prav
lepa slika je tista iz šole Don Bosco, kjer ste bili še vsi med živimi. Tudi mama je bila takrat z vami. Danes pa se veseli iz nebes in pošilja tebi svoj materinski blagoslov. Tvoj oče Peter ti ga je podelil ob odhodu z domače hiše. Mama ti ga pa skrivnostno podeljuje iz večnosti. Gotovo bi se ob tebi veselili tudi tvoji stari starši Anton in Ema. Oba sta že v večnosti. Pač pa imaš srečo, da sta po mamini strani star ata in stara mama tukaj navzoča. Draga Drstvenškova ata in mama, prav prisrčno pozdravljena na ta slovesni dan. Ob meni je tukaj tvoj novomašni pridigar, Matilde Domič, Salezjanec. In naj vam povem, upam, da tega še vsi ne veste, da prihaja blizu nas, da bo od 1. avgusta naprej kaplan v Sevnici. Torej, gratulim z veseljem. Da z veseljem sprejemamo sosedje in seveda toliko bolj sevniška župnija. Tu v meni pa sta vzgojitelja Petra, rektor in nekdanji špiritual, med njima pa tvoj sobrat, tudi novomašnik, ki sta bila skupaj v Brixnu posvečena. Z njimi so tudi mnogi drugi gostje, ki jih se prav lepo pozdravljam. Herzliche Grüße, alles von Brixen kommen. Slišali ste pozdrav evropskega poslanca gospoda Francija Bogoviča. Pri novi maši pa sem videl tudi slovenskega poslanca gospoda Tomaža Lista, tako je. Včeraj nas je pozdravil krški župan. Danes pa je med nami tudi predsednik vaše krajevne skupnosti. Prav lepo vse te pozdravljam. Prav tako lep pozdrav tvojim številnim sorodnikom, potem tudi sodelavcem, ki so z veseljem pripravljali na novo mašo. Prav tako pevcem, ki so eni in drugi, mladi in stari, polepšali včerajšnji sprejem in današnjo novo mašo. Na odru pa tako vidite oktet, ki je prej pomnožen, na pragu pozdravil našega novomašnika. Gotovo pričakujete, da vam bodo kelnerji, ki tako krasno vse delajo, ker imajo dobro vodstvo in sploh vsa priprava je bila v rokah ljudi, ki so
zvesti vam in tudi vztrajni. Hvala lepa vsem tem, pa upam, da nam bodo še kaj dobrega prinesli, kajti duhovne hrane smo bili v cerkvi v bilni meri deležni, teh govorov se pa tudi ne moremo najesti. Torej, Bog požegnaj vsem in požiri novo vaših. In pesmi si zraven pojo, in pesmi si zraven pojo. Kako bi se jaz pa zdaj tisto držal, kako bi veselo rekl, sem fant in zelenega štanjerja, saj mene vse rado ima, saj mene vse rado ima.
v Salezijanskem mladinskem centru v Ljubljani, v Dragovniku, kjer sem še trenutno. Včeraj v Facebooku poslala eno sliko. In na tej sliki je bil en napis pred Senovi. In pisal je: ne pozabi, da si slovenskega naroda si. Jaz vam garantiram, da Peter ne bo pozabil. Noč pa, da bi pozabil. Garantiram vam svojo izkušnjo. Jaz sem spočet, samo spočet na Hrvaškem. Preostali del življenja živim v Sloveniji. Ampak, če bi pri moji teti pa stricu bili včeraj z mano, ko smo navijali med tekmo, bi videli, da imam še kako srce vatreno. Tako da nič pat, Peter ne bo pozabil, da je slovenskega naroda sin. Da pa ne bi pozabil na 7 let življenja s Salezijanci, bi rad malo osvežil spomin na to izkušnjo, recimo z eno tako prijetno, pozabil sem zdaj besedo, nima veze. Jaz sem poklical Klemna Valažiča, ker je prvo 4 leta življenja s Salezijanci preživel z njim. In ker kristjani vsi hodimo za Kristusom, moramo vedeti, da nismo sami. Imamo cel kup sopotnikov. In Klemen je bil med Salezijanci prvi izmed teh sopotnikov. Pa evo, da malo se spomniš, kako je bilo to lušten, predajem sem Klemenu besedo. V redu. Hvala za besedo. 3 stvari bi rad omenil, kako se spominjam Petra, kot vzgojitelj. Prva stvar je veselje. Tudi ko sem bil pri Petru doma prvič, tukaj v Skanjah, sem se spomnil, da je nič in nikoli višji domovalo veselje. Druga stvar, po kateri se spominjam Petra, je ustvarjalnost. Peter je zelo ustvarjalen, ima veliko talentov in vem, da je bo kot duhovnik dobro naučil. In tretja stvar, po kateri se spominjam Petra kot dijaka in vem, da je zdaj še napredoval v tem, je to, da je mož globoke vere, ki jo je prijel doma. Ko sem bil prvič v njih, mi je ostal spomin iz Bokovega kota, kjer je pisalo: delavcev je žito je velika, delavcev pa malo. In takrat sem rekel, Peter ali kdo od teh otrok mora postati duhovnik, da se izpolni ta velika želja. Delavcev je žito je velika, delavcev pa malo. Gospod, pošlji svojih delavcev na svojo žetev. In Peter je zaslišal ta glas in odgovoril nam, in zato je danes res praznik veselja, praznik našega upanja. En aplavz za Petra. Ko sem odhajal prvič iz Petrove hiše do Marčije, me je prevzelo njihovo veselje in tudi danes sem rekel, bom povedal en vic. Kako bi za začetek?
Začaj. Jaz prihajam iz Korilske. Nekaj nedelje se je zgodilo v hribih, visoko v hribih, kjer se padalo veliko snega, več kot meter. In dohodnik pa je zjutraj pogledal in župnišče je rekel, danes pa verjetno ne bo nobenega kmača. Ampak ko pride ven in se prebije do cerkve, vidi pred vhodom enega možakarja, ki kleči in čaka, da bi duhovnik odprl vrata. In duhovnik odpre vrata, ga povabi v cerkev, ampak pol pa ni vedel, bila je nedelja, ampak za enega vernika, a se splača pridigat ali ne. In pravi, nič, vprašal bom tega kmeta, kaj si misel. In vprašal gospod, a ne danes pridigam? Je rekel, ne vem, jaz nisem hodil v vaše šole, nisem študiran, sem pa kmet. In vem, če imam doma eno kravo, moram tudi doma fudati. No, in potem pravi, rekel, ampak črtnik je bil doma jeza nagrade. Rekel, dale me je zdaj zašil. Rekel, jaz pa zdaj nekaj nazaj. In je šel in poiskal najdaljšo kritiko, ki je bil znal vašo. In začne pridiga, ki do konca ne kraja. In rekel, na koncu, a ste zdaj zadovoljen? In rekel, kaj pa je vse? Nisem hodil v šole, nisem študiran. Rekel, pa, če vam eno kravo ponesem futra za eno, ne za 100. Naša babica je stara, vprašanje bolj vredno med nami, moramo se nekaj odložiti in mi kupiti nekaj vrednega. In prvi si mi reče, jaz si bom kupil avto. Drugi si mi reče, jaz si bom kupil hišo. In tretji reče, jaz si bom pa nekaj bolj duhovnega kupil. In je slišal, da so imeli ene sestre nune, eno papigo, ki je znala na pamet Sveto pismo od zakonca. In je rekel, kako bo dobro. Priskrbili mi papigo, ki zna Sveto pismo, ker mama je ostarela, ne more več rad, ampak Božjo besedo bo pa z veseljem poslušala. In tako vsaki kupi darijo in potem čez nekaj mesecev babica oziroma mama, ostarela mama, piše zahvalno pismo. In piše prvemu sinu, hvala ti za avto in šoferje, ki si mi ga kupil. Samo saj veš, mama je ostarela in poslal si avto šoferjem in ta šofer skozi preklinja, nočem se z njim voziti. Drugemu piše, dragi sin, kupil si mi ogromno hišo, jaz pa sem stara in zdaj cele dneve samo pospravljam to hišo. Kaj si nismo gospodine bolj prevedega? In piše še tretjemu, pravi, dragi si, res sem ponosen na te, vesela, da te ima. Ti si začutil, kaj je primerno darilo za tvojo staro, ostarelo mamo. Piščanec, ki si mi ga poslal, je bil res visok. Vsem želim lepo razumanje, dragim opetku, pa veliko veselje in upanje v Bogu. Jaz sem še povedal eno besedo o celibatu. Tukaj še malo najmanjši spomin na Salezijance zate. Bog je rekel, človeku ni dobro biti ženske. Naredi mu pomoč. In prišla je Eva.
Zdaj pa, tukaj imam eno sliko nove Eve, ki je rečemo pomočnica na Rakovniku. In to je najlepša fotografija, če me ne vprašaš, Marije pomočnice na Rakovniku. Po zadnju je pa Luška Trela, kamor si prišel kot kandidat za duhovnika. Tako da človeku, moškemu, duhovniku, še posebej tismu, ki predstavlja novega Adama, ni dobro samemu biti. Rabi pomoč, novo Evo. Tako da naj ti bo to spomin na salesijanska leta življenja. Hvala, Matija. Dragi prijatelji, danes so med nami tudi nekateri donatorji. Vekolikor ima kdo namen, da nam podeli kakšno besedo, je sedaj čas za vas. Bom kratek, se bom motiviral, da ste že veliko tega slišali, ker pa veliko niti nima. Pa nič hudega, včasih je prav, da človek sliši in tudi reče, kako se zadeva. Torej, dragi naš novomoški Peter, draga družina Kočevar, Sara, Saša, Ivan, Nedvekrat, Sreče, predstavniki katoliške cerkve, Južne Tirolske, Celjske škofije in da bom pred naštevanjem dovolite, da rečem, dragi bratje in sestre v Kristusu. Prisrčno dobrodošli na današnji slovesnosti svete naše, z jedrom seveda v prestaniški baziliki Luške Matere Božje in z veseljem nadaljevanjem in druženjem tu v Stranjah, rodni vasici Novomaštika. Dovolite mi nekaj besed v zahvalo v imenu družine Drslinšek iz Zaloga in sorodnikov, iz katere je Peter, oče Novomašnika, pripeljal 1986 leta na Kočevarjevo domačijo ženo oziroma mamico Marico, ki je žal fizično ni več med nami, zagotovo pa je z nami v duhu. V čast mi je, da sem lahko bil Maričina poročna priča. Zahvala tudi v imenu družine Kozole iz Vetrnika in sorodnikov, iz katere izhaja Marična mama Milka oziroma stara mama Novomašnika. Najprej v imenu vseh sorodnikov obeh družin, Drslinšek in Kozole, Bogu hvala, da je prišel naš Peter izpod mamičnega srčka na ta svet in da je kasneje slišal in začutil klic: žetev je velika, delavcev pa malo. Hvala tebi, Peter, da si temu klicu sledil. Veliko smo molili zate in za nove duhovne poklice, še več in morda bolj goreče od mi, pa generacije pred nami, ki so že v večnosti, in prepričam se, da se danes veselijo z nami, kajti uresničili so se Jezusovo besede: prosite in se vam bo dalo. Verjetno se še spominjaš, Peter, ko si odhajal po končani srednji šoli na študij, ko sem ti med drugim rekel tudi, da te čaka veliko večja družina, kot če bi si ustvaril svojo. Mnogo je namreč bratov in sester po domovini in po svetu, ki prosijo: duhovnikov nam dajte. Čakate sicer trdo delo, vendar pa po kvalitetno opravljenem delu tudi radost in veselje. Ko boš kdaj v težavah, se spomni na svojega starega očeta Tončeta Kočevar.
s katerim si tako rad prepeval kot angelček na božne pesmi. On je v težkih trenutkih vedno dejal, z božjo pomočjo bo vse šlo. Dragi naš romačnik Peter, v imenu obeh družin, Drslinček in Kozole ter sorodnikov, prisrčna hvala za vabilo. Srečni smo, ker smemo biti danes tu in deliti s tabo to veselje. Še enkrat iskrene čestitke, ker si vztrajal na poti do cilja. Mi ti obljubljamo, da bomo v molitvi in duhu vedno s teboj, če tudi bi nas ločili 1000 kilometrov, tebe pa prosimo, da se tudi ti nas spominjaš v molitvi. Peter, ostani stanovitno v svojem poklicu in naj te spremlja Božji blagoslov, bodi Sveti Duh in varuje naša Božja Mati Marija. Še to je izkoristil, čeprav si že zahvalil gospod Župniku, zahvalo organizatorjem in vsem delovkam in delovcem današnjega, preteklih in še nekaj prihodnjih dni. Zavedamo se, da je bilo veliko dela in napora. Hvala. Sedaj v znamenju spregovoril Petrov prijatelj Ivan iz Brisna, prevod Luka Gorenjac. Es wird der Freund von unserem Peter eine Rede halten. Dobar dan. Dobar dan. Jaz mislim, ne govoriti nekako. In Lukas Translation. Zwei Sachen. Dve stvari. Erstens danke, hvala. Prvič, hvala. Hvala. Hatte das Glück, Peter schon seit fast 10 Jahren, vor fast 10 Jahren kennenzulernen und ihn ein Stück seines Weges zu begleiten. Imel sem srečo, da sem Petra spoznal že pred 10 leti in sem z njim oblikoval njegovo krščansko pot. Und ich hatte das Glück, seine Familie kennenzulernen. Imel sem srečo spoznati tudi njegovo družino. Vor allem auch seine Mama. In njegovo mamo. Und es hat sich für mich eine sehr natürliche, offene, herzhafte Welt eröffnet und eine neue Freundschaft. Odprla se mi je neko odprto spoznanstvo in prijateljstvo. Und für das möchte ich danken und ich bin absolut sicher, dass heute deine Mutter bei uns ist. In zato bi se rad tudi zahvalil, ker srčno upam, da je vaša mati danes tudi med nami. Als du deine Primiz im Iran gehabt hast, habe ich gesagt, suchen kann nur der weiß, wonach er sucht. Ko si imel svojo posvetitev, novo mašo, sem ti rekel, išče lahko samo tisti, ki ve, kaj išče. Dobro. Jaz mislim, Peter hat gefunden, wonach er sucht. Mislim, da je Peter našel, kar je iskal.
Es ist, glaube ich, die Liebe Gottes, die barmherzige Liebe Gottes. Jaz mislim. Mislim, da je bilo to ljubezen Boga. Jetzt komme ich zur zweiten Sache, die ist kürzer. Zdaj prehajam na drugo točko, ki je nekoliko krajša. Wir haben ein Album vorbereitet. Pripravili smo album, Das ist noch leer. ki je še prazen. Je ni dobro. Und wir haben einen Fotoapparat, eine Polaroid, anni 70. Imamo še en fotoaparat. Ja, stara. Ne nova, ampak stara. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde, eine Uhr hier irgendwo sein. On bo tu nekje stal Mit dem Fotoapparat. Da machen wir Glitsche, Fotos. Naredili bomo fotografije. Von wer etwas dem Peter noch sagen möchte oder schreiben möchte, Glückwünsche oder wie auch immer. Če bo še kdo Petru karkoli voščil, oziroma kaj podobnega. Und dann machen wir das Foto, wir drucken es aus, kleben es ins Album und man kann darunter gleich schreiben. Ja, ta fotoaparat je tak, da dela slike sproti in potem bomo te slike nalepili v album. Und nach einer Stunde, 1,5 Stunde würden wir uns dann den Peter überreichen. In čez eno uro bomo ta album na to podarili Petru. Als Erinnerung an den heutigen Tag. Spomin na današnjega. Allerletzte Sache. Zadnja stvar. Alle haben Peter gern, sonst wären nicht so viele heute gekommen. Vsi imamo Petra radi, če ne nas danes toliko ne bi prišlo sem. Von Slowenien ist er nach Meran gekommen. Slovenija je prišla tudi v Meran. Von Meran nach Brixen. Iz Merana v Brixen. Und von Brixen nach Dobla. Iz Brixena v Dobla. Also von ganz Westen immer mehr östlich. Se pravi, iz zahoda, če dalje bolj proti vzhodu. Es ist egal, wohin Peter seine Zukunft führt. Vseeno je, kje bo Peter oblikoval svojo prihodnost. Und wie ein Vater sagen würde, oder eine Mutter, oder wie auch immer, kot bi rekel oče, oziroma kdorkoli drug. Wichtig ist, dass dort, wo Peter hinkommt, es ihm gut geht und die Menschen, die ihm begegnen, ihn mögen und er Gott den Menschen bringen kann. Važno je, da tam, kjer deluje, da je tam srečen, da ima dobra prijateljstva in dober odnos z Bogom. Peter, alles Gute von deinen Südtiroler Freunden und dir guten Wegen mit Gott. Peter, vse dobro od tvojih južnotirolskih prijateljev in dobro pot ti želimo. Hvala lepa, Lukas. Sedaj za vas ne vem, ali ste opazili isto kot jaz. Jaz sem namreč opazil, da so se učke eni gospe zelo smetile. Ja. In to gospo sedaj vabim naprej. To je pa Andreja Tomažin. Prosim, aplavz za Andreja.
Zato sem si stvari mogla napisati. Petra pa prosim, da ostane tukaj pri meni, kaj ti bomo naredili po domače. Najprej hvala vsem, ki ste tukaj in ki danes praznujete skupaj z nami, s celotno rodbino Kočevar. Z rodbino Drstvešek in seveda vsemi prijatelji ter vabljenimi gosti. Dragi Novomašnik, dragi naš Peter, kaj nam, sorodnikom rodbine Kočevar, pomeni kraj Stranje? Stranje je naš dom. Dom, kraj življenja in dela. Dom topline in ljubezni. Dom zibelka ljubezni in dobrote. Dom druženja in veselja. Dom vračanja in odhajanja. Dom učenja in modrosti. Dom žalosti in spominov. Dom, kjer se je vedno najprej molilo. Dom, kjer se je vedno zahvaljevalo in vedno bilo odprto za ljudi, še zlasti za sorodnike. Dom kot drevo, ki je zgradilo trdne korenine z našimi predniki. Dom, ki mu otroci preprosto rečejo raj na zemlji. Njegov stari oče Tonče je rekel, no pa začnimo na začetku. Vzemite robčke pa gremo. Dom v Stranjah, skupni dom naših prednikov, je kot drevo, ki je vse do danes gradilo trdne temelje za rast, razvilo čudovite veje, velikokrat vzcvetelo in obrodilo obilo sadov. Dom v Stranjah sta gradila v temeljih s trdnim delom prežetega, vedno obdanega z ljubeznijo in molitvijo Franc in Frančiška Kočevar, ki sta imela 12 živečih otrok. V kroniki, ki jo je Franc Kočevar zapisal, je bilo zapisano: izmed teh 12 otrok sem zaupal sinu Antonu, da bo prevzel posestvo. Sin Tonče je postal ata Tonče in je imel veliko željo, da bi kdo od njegovih potomcev postal duhovnik. Ta želja je bila še na bolj intenziven način prisotna pri njegovih starših, Francu in Frančiški Kočevar. Ate Tonče in Enica Kočevar sta imela 7 otrok. Velikokrat je Tončke v svojih govorih, ki jih je imel ob srečanih sorodnikov, dejal: trdna bratska in sestrska ljubezen naj nas povezuje. Vedno je bil ponosen na svoje otroke in širšo družino, kot je imenoval vse sorodnike. V svoje starosti sta zaupala posest Petru in Marici Kočevar, ki sta zgradila ljubeči dom za 7 svojih otrok. Star slovenski pregovor pravi: človek obrača, Bog obrne. Vsem prednikom najbolj lahka zemlja. Tragični trenutki nas vedno še povežejo. Dobrota in neizmerna hvaležnost ljubeče pokojne matere Marice se nadaljuje z izražanjem ljubezni do Boga preko svojih otrok in danes preko tebe, dragi Peter. V vabilu si zapisal: po nekaj desetletjih se je neizmerna želja naših skupnih prednikov sedaj uresničuje. Naši predniki in njihova vera nas povezujejo. Seveda je želja postati duhovnik moja osebna želja, moj cilj, kateremu sledim. Ampak vseeno je moja poklicanost tudi sad vere in zaupanja neskončnemu naših prednikov. Brez njih ne bi bilo nas, brez njihove vere ne bi bilo naše vere.
Prehodil si pravi pot neizmernega, intenzivnega dela in obljubljenega študija. Neizmerna želja, ljubezen do soljudi, do Bogega človeka, ki je vedno nekje neposredno od tebi, te je pripeljala do cilja skozi Božji blagoslovo. Danes živiš vedre sanje, da resnične so. In neizmerno smo veseli, da smo tukaj, da se radujemo s seboj in tvoja duša naj slavi Gospoda. Vsi se veselimo s teboj. Iskrene čestitke, dragi Peter. Ponosni smo na te, imamo te radi. Naj te naša ljubezen kot podpora spremlja na poti tvojega delovanja življenja. Blagoslavljaj vsakega izmed nas v molitvi, v veselem snidenju in vsakokrat, ko se srečamo. Naj nas povezuje bratsko ljubezen brez sebičnosti, pohlepa in iskanja napak. Naj bo upanje v dobro vedno prisotno in vedno dobrodošel doma. Naj te navdihuje vera, upanje in ljubezen. Prosim vas, dragi sorodniki, da ostanete širše družine. Liščec iz Boštanja, prosim, če ostanete vsi liščevi, seveda nekateri liščevi, pa vas prosim, da pridete sem do mene. Kočevarji širši iz Cirkovš, prosim, če vsi ostanete. Družina Grilc, prosim, če vsi ostanete iz Senovega. Družina Kočevar iz Rošnega, samo vstanete in stojite pri mizi. Kočevar z Tehanja, Ganc iz Boštanja, Kočevar iz Celja, Debeljak Medved iz Celja, Kočevarji iz Orešja Sevnica, Kočevar družina iz Štor in Tomažin iz Raze. Da vas vidim, prosim, ostanite. Hvala vam, da ste tukaj, sedaj pa gremo naprej. Prosim, stojite, kaj ti še ni konec. In sicer prosila bi, da družina Tončeta in Emece Kočevar, družina Kolman ustane, družine Prahuta, družina Kočevar, Kozole, Pirc in Vodopivec. Seveda pa družina Petra in Marice Kočevar, Kolavič Škarjanc, Anja Matej, Rok Žana Kočevar. Dragi naš Peter Novomašnik, naj vse izrečene želje danes bodo energija za tvoje mašniško delovanje. Pesem, ki jo bodo sedaj začeli, in potem bomo vsi skupaj se priključili, je bila pesem našega skupnega prednika, Franca Kočevarja. In ta pesem govori o današnjem dnevu. Čestitam. Se
denarce imam, za sladko vince dam, saj imam dost prijatelj, ko se z njim poznam. Hvalimo Boga za vse, kar nam da, in grimo Hvala lepa in morda še en aplavz. Upaj ne. Do dna ga vsi popijemo,